Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kako razdeljena je slovenska politika? Kje je meja med domoljubjem in nacionalizmom? Ali se v politiki da kaj spremeniti? Kakšna je prihodnost Slovenije in Evrope ob vse bolj negotovih geopolitičnih razmerah in demografskih izzivih? O tem in podobnih vprašanjih se bomo v naslednjih minutah v studiu Družine pogovarjali s teologom, zdravnikom, piscem knjig, nekdanjim jezuitom in poslancem Francetom Cukjatijem. Med drugim je bil predsednik državnega zbora med letoma 2004 in 2008, med letoma 2016 in 2024 pa je bil tudi predsednik civilno-družbene organizacije Zbora za republiko. Je mož in oče 4 sinov ter dedek 24 vnukom. Gospod Cukjati, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Družini. Pozdravljeni tudi vam. Vaša življenjska pot je zelo zanimiva, je zelo pestra. Uvodoma sem tudi nakazal smer najinega pogovora. Gospod Cukjati, čeprav zdaj svoj žarometov ni več toliko usmerjen na vas, pa še vedno, koliko danes spremljate družbeno-politične zadeve v Sloveniji? Veste, tako je, če enkrat človek preživi v določenem okolju neko obdobje, recimo 12 let, 15 let, potem ga to spremlja cel življenje in se zanima za dogajanja, ki so sledila potem, ko sem zapustil tako rekoč politiko. Ja, zdaj po izobrazbi ste tudi zdravnik, zato vas takole v zdravniškem žargonu povprašam, kakšno diagnozo bi postavili trenutni slovenski politiki? Ja, na splošno bi rekel, da sem razočaran. Namreč vidni politiki, tisti, ki pravzaprav dajejo vtis in podobo državne politike, tako v vladi kot v parlamentu, tisti se obnašajo v mnogih stvareh nekako naivno, bom rekel pobalinsko, otročje, neresno, nerazsodno. Če bi pa iskal diagnozo, pa lahko rečem, da pri določenih politikih bi pa res lahko zaznali čist šolski primer psihopatije. Tako pri novih kot pri starih politikih? No, sem pa tja, povsod, v vseh časih, ampak v tem mandatu je pa to v ospredju pri nekaterih politikih, ki so najbolj odgovorni. Gospod Cukjati, kako pa je vas pot pripeljala v politiko? Diplomirali ste najprej iz teologije in medicine. Zakaj potem vstop v politiko, lahko bi človek rekel, zakaj ste žrtvovali poklic zdravnika za politiko? Glejte, jaz sem bil zdravnik že kar nekaj let pred osamosvojitvijo, sem opravljal to, ampak ko se je začelo gibanje, veste, za osamosvojitev, sem nekako kot zdravnik, član zdravniškega ceha, razmišljal o ustanovitvi zdravniške zbornice. Zakaj? Cel Zahod zdravstveno oskrbo prebivalstva v veliki meri zaupa organizacijsko zdravniški zbornici. Samo to naj omenim, da prva zdravniška zbornica na svetu je bila ustanovljena na Dunaju koncem 19. stoletja. Par let zatem je bila druga na svetu ustanovljena v Ljubljani. To se pravi, ta tradicija je globoka in je že med obema vojnama, recimo, je zdravniška zbornica organizirala združevanje posameznih ambulantnih dejavnosti v neko zdravstveno domskost. Zdravstveni domovi so nastali pod vplivom in organizacijo medvojne zdravniške zbornice. No, leta 1945 je bila seveda takoj prepovedana zdravniška zbornica. Zdravniki so se morali obvezno včlaniti v nek sanitarni sindikat in smo bili do osamosvojitve brez zdravniške zbornice. In ko se je to začelo, gibanje, veste, je skupina teh entuziastov, med katerimi sem bil tudi jaz, je oblikovala
ustanovno skupino, ki naj pripravi zdravniško zbornico. In smo v nekaj letih v celoti pripravili od dokumentov do notranjega gibanja, tako da 2 leti po sprejetju zakona, ki omogoča ustanovitev zdravniške zbornice, 2 leti po osamosvojitvi je bil ta zakon in 14 dni po sprejemu zakona je bila ustanovljena zdravniška zbornica. In seveda, potem me je to spremljalo, veste, in preko zdravstvene politike sem jaz pravzaprav padel potem V samo politiko. v republiško politiko. Pa če bi poznavajoč razmere v zdravstvu danes, bi bili danes radi zdravnik? Veste kaj, zanimivo je, da smo prva 4 leta, prvi mandat po osamosvojitvi in drugi mandat do leta 2000, smo že vse probleme, ki so nas čakali, seveda mi smo primerjali se z Avstrijo, Nemčijo, skupaj po 2-3 smo hodili v Avstrijo na njihove obdelave problematike in Nemčijo in smo seveda vedeli, kaj nas čaka v demokratični družbi, da je pravzaprav velika naloga zdravniške zbornice, da uredi tekoče delovanje celotnega zdravstva. In seveda smo takrat se spomnim, smo imeli ozke sestanke, in sicer pri ministru je bil doktor Voljč, potem predsednik oziroma direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Košir in v imenu zbornice jaz, smo imeli nekaj sestankov o ustanovitvi modela pogodbenega zdravnika za tiste, ki so nosilci dejavnosti, ki so šefi klinik, ki so tudi za mlade zdravnike pravzaprav nosilni kader znanosti trenutne in pa prakse. To niso zaposleni, to je bil poseben status, v tujini imajo to, ne? In smo načrtovali in že zelo blizu bili do tega. Potem pa je seveda prevladala tista socialistična miselnost, ki je tudi recimo en zdravnik je imel, recimo jaz sem bil za osnovno zdravstvo, en zdravnik je imel 1000 opredeljenih pacientov, drug pa 2500 in zaradi plačne uravnilovke sta imela enako plačo. Veste, to ne gre, to je nemogoče, tak sistem, ne? In sedaj imajo vsi 1500, nobenega več nočejo sprejeti, ker imamo plačno uravnilovko, socialističen sistem. No, in ko smo to tako daleč pripeljali, potem je pa prišel s doktor Kebrom leta 2000, ko je postal minister, je prišla socialistična miselnost, konec o tem. In smo vedeli, da bo to prej ali slej, tak sistem se bo zlomil, ne bo šlo. In to imamo danes. Torej, vi ste preko zdravstva, preko medicine vstopili potem tudi v državno politiko. Tako. Gospod Cukjati, ko ste vstopili v hram demokracije, v parlament, ste verjeli, da se stvari dajo spremeniti na bolje, ne? Vsak politik, ki ga danes poslušamo, sploh tisti, ki vstopajo na novo, ja, želim nekaj spremeniti. Ste tudi vi verjeli in mislili, da se lahko dejansko nekaj spremeni, sploh na področju, ki ste ga vi obvladali oziroma iz katerega ste izhajali? Ja, seveda. Vsak, ki vstopi v neko dejavnost, nekako bi rekel, samoiniciativno in pusti druge dejavnosti, potem upa, da bo uspel. In nekaj stvari smo res uspeli, čudovito, recimo priključitev Evropski uniji in NATO, potem tista osnovna stališča za gospodarstvo, prosta gospodarska pobuda in podobne stvari. To smo uspeli, tudi recimo medicinsko fakulteto v Mariboru smo, moram reči, s nekdanjimi politiki LDS,
to se pravi Drnovškovimi politiki, smo kar drugače se pogovarjali, kot se danes pogovarjajo bloki. Hočete reči, da je bil dialog takrat? Dialog je bilo možno o pomembnih stvareh najti skupno izhodišče. Iskren pogovor je bil, veste. In jaz sem imel prijatelje med politiki LDS-a, poslanci, dobre prijatelje, smo veliko klepetali. Seveda so bili tudi ekstremisti in pač zadrti protikrščanski tipi in podobno, ampak je bilo marsikaj. No, in recimo to fakulteto smo s skupnimi napori, tako desne stranke kot leve Drnovškove stranke, ne, smo dosegli. Ena taka stvar, ki me je zelo razočarala, je bil pa, ko sem bil predsednik parlamenta in smo imeli v obravnavi vojne zakone, ne, to je zakon o žrtvah vojnega nasilja in pa zakon o grobiščih vojnih in podobno, kjer smo hoteli problem povojnih pobojev rešiti. In takrat potem je bila odkrita tudi huda jama in vam povem, da nismo mogli najti skupne formulacije in sem organiziral kot predsednik parlamenta v svojem kabinetu pogovore med Stanovnikom, Janez Stanovnik, ki je bil predsednik Zveze borcev, in našim generalnim državnim tožilcem pogovore in smo našli po 2-3 temeljitih pogovorov v kabinetu, smo našli formulacijo, ki bi zadostila obe strani, ki bi resnico nekako dopustila, da se izreče v tem zakonu. In ko sem prišel s tem na kolegij, to se pravi, kjer vsi vodje poslanskih skupin skupaj s predsednikom parlamenta usklajujejo te stvari, ko sem prišel na tem in povedal, to je formulacija, s katero soglaša tako leva kot desna stran, predsednik Zveze borcev soglaša in tako naprej. Ne, konec. Mladi politiki levi so ponoreli, tega ne sprejemamo, konc. In sem rekel, stop, ne bomo več o tem. In ni bilo rešitve. In sem vedel, stvari niso dozorele. Niso dozorele. In nima smisla, da eno formulacijo, ki jo drugi popolnoma odklanjajo, sprejmemo. Ne, to ni v smeri najti skupnega izhodišča. Ko vas tako poslušam, ne, se mi zdi, da se v javnosti sproža ta občutek nemoči, ko opazujemo politične pogovore, se ustvarja nek občutek o nekih zakulisnih igricah, ki so, ko danes gledate z očmi nazaj ali pa ko danes spremljate politične razmere, ste tudi vi kdaj jezni na politiko in na trenutne pogovore, ki potekajo in kar slišite v medijskih poročanjih? A seveda. Predvsem, kadar so kakšna nasprotovanja, ki so za lase privlečena, mislim reči, brez argumentov in brez zdrave kmečke pameti, me seveda moti. Zelo me moti. Koliko pa imamo dejansko moč mi, navadni državljani, da kaj spremenimo? Seveda, pri nas je vzvod, da gremo na volitve, a ne? Ampak pogosto ne slišim pri ljudeh, da rečejo, saj tako ali tako ne moram nič spremeniti, je čisto vseeno. Se vam zdi ta oznaka preveč pavšalna oziroma je izrečena preveč brezbrižno? Je. Veste, to se pravi, to je res, da na dan volitev imajo volivci veliko moč. Zdaj, ali se jo zavedajo ali ne, od tega zavisi, ali jo uresničijo, ali svojo voljo uresničijo ali ne. In po drugi strani je pa pri desnih volivcih
velika napaka, da v družbi molčijo. Ne, ta molk je nekako privzgojen v ves čas, vsa leta, vsa desetletja po vojni, ne, je bilo v stari generaciji to nekako zabetonirano, da si molčal. Torej, molk je bil uzakonjen, je bil zapovedan in podobno, in potem je to ostalo, da kratko malo za šankom, lahko sproščeno kritizirajo desnico od Janše do ne vem koga. Nekateri poslušajo in si mislijo svoje, mislijo čisto drugače in so tiho. Veste, in potem dobi človek vtis, da vsi tako mislijo. Samo z Janšo pa ne. Da vsi tako mislijo, čeprav je ena taka floskula pravzaprav smešna, nora, otročja. Tako kot če bi otrok rekel, ne bom nogometa igral, če bo tudi zraven igral. Ja. Tukaj pa puščamo možnost, da nimamo nobenega vpliva preko javnosti. No, sedaj je nekaj več, med mladimi se sedaj javlja pogum, da povedo svoje stališče, ne da bi se prepirali, ne da bi ne vem kako žalili drugače misleče, ampak pokažejo, da jaz pa mislim drugače. In če hočeš, bom jaz obrazložil to, zakaj. Prej pri predhodnem odgovoru ste se dotaknili teme polpretekle zgodovine, ki še vedno močno deli slovensko javnost. Omenili ste politiko, torej iz vašega odgovora se lahko razbere, da tu velik del nosi tudi politika odgovornost na tem, da smo pri tem vprašanju še tako razdeljeni. Kaj pa tudi stroka na drugi strani? Torej, če opredelite morda torej ta doprinos k temu vprašanju stroka, politika? No, stroka, če mislim na zdravstvo, moram reči, da politika, torej leva politika, se ne zaveda, da je nemogoče v današnjem sistemu oblikovati neko dejavnost kot netržno. Veste, tudi medicinske sestre se obnašajo tržno in gredo rajši v Hofer na blagajno. Tržno. In zdravniki se tudi obnašajo tržno in gre rajši drugam. V Celovcu sem srečal nedolgo enega Mariborčana, ki je začel specializacijo zdravnika, ki je začel specializacijo iz travmatologije in je po 2 letih dobil odlično možnost v Celovcu, skupaj z garsonjero, pazite. In takoj so mu dali nadaljevanje specializacije. Za še enkrat večjo plačo. In je rekel, jaz čez vikend grem v Maribor domov. Ljudje se obnašajo danes tržno, tudi snažilka se obnaša tržno. In ne morete zahtevati, da bo tudi od ministra, če ga ne boste plačali, bo rekel, hvala, jaz imam družino in moram preživeti. In tega občutka zdravniki oziroma sestre oziroma zdravstvo mora delati samo na etični pogon, to ne gre. In organizator, ki tega ne upošteva, ni sposoben vodenja bolnišnice, vodenja zdravstvenega doma, vodenja zdravstva. Kdor tega ne upošteva in ne zna to vkalkulirati v delovanje sistema. Smo potem, kar ste povedali, po vaši oceni že čisto na dnu, ali kdaj lahko tonemo še globlje? Mislim, da smo že blizu dna. Resnično. Ko sem bil v kratki Bajukovi vladi sekretar na ministrstvu za osnovno zdravstvo, sem ugotovil, da je povprečna starost takrat, leta 2000,
povprečna starost splošnega zdravnika 47 let. Vstop v upokojitev je bilo pa 60 let. In sem zaračunal krivuljo, kako se bojo pojavljali problemi zaradi kadra, zmanjševanja kadra. In takrat smo računali podelitev koncesij, kdor želi, in sicer podelitev koncesij, da gre v samostojno delo v osnovnem zdravstvu, ki je ambulantna dejavnost. To ne potrebuje nobenega direktorja, veste. Ambulanta ima 3 zaposlene, pika. To je kot obrtnik, funkcionira. Ima pogodbo s Zavodom za zdravstveno zavarovanje, dela po tistih cenah, ki so sprejete v Sloveniji in tako dalje. In smo vzpostavili sistem, kot sem rekel, da bi bil plačan glede na število opredeljenih pacientov. In ko so tudi to po socialističnem modelu prekinili, ne smeš imeti 2000 opredeljenih, ja, potem jih zmanjka kadra. Ni, veste, to je dejavnost zdravstva, predvsem osnovno zdravstvo je v bistvu obrtniška dejavnost. In če tega ne razumete, ne morete vseh parametrov, vseh teh zakonitosti upoštevati in voditi, da bi stvar tekla tako, kot si želite. Ja, in če je težava že na primarni ravni, Seveda, potem gre to naprej. In kakšen tip politika ali pa kakšen tip politike vidite, da ga Slovenija potrebuje, da bi lahko povlekla, recimo na tem področju, o katerem zdaj govoriva, povlekla voz navzgor? Ja, predvsem prvo, politik se mi zdi, da mora biti mož besede. To se pravi, kar reče, to drži. Ne, da enkrat reče eno, potem pa sprejme, predlaga zakon takšen in takšen, potem se pa ustraši, kakšen zakon je bil sprejet. Ne, to ni. Veste, biti premier pomeni biti odgovoren za izvršno vejo oblasti. Biti odgovoren. In politik mora tudi čutiti, mora tudi ne samo področje, ki ga obravnava, mora čutiti tudi ideološka ozadja, ki kreirajo posamezno dejavnost in posamezen odnos do določene dejavnosti. Tega pa ni. Ali pa imajo zelo deviantno ideološko ozadje v mislih, tako, ki je že davno preživeto ali pa se je izkazalo kot katastrofalno za človeško družbo, zahodno človeško družbo. Omenili ste takrat čas okrog osamosvojitve, ko ste tudi vi skupaj postavljali na novo neke temelje, bomo rekli zdravniške zbornice in sicer v zdravstvu. Koliko pa po 35 letih, 25. junija, bo Slovenija praznovala 35 let, kot kar je formalno samostojna, koliko tega zanosa, te želje po spremembe opažate v letu 2026? No, glede na to, da je bilo takrat ob osamosvojitvi navdušenje med prebivalci 90%, bi danes rekel, da je tam vendarle zadovoljstvo, če še enkrat date na vprašanje, ali gremo nazaj v Jugoslavijo, v Jugovino, čeprav jo ni več, ampak ali ste za to, da ostanemo samostojni, mislim, da ne bi bilo velike razlike. Da ne bi bilo velike razlike. Ampak kljub temu je neka, tako bom rekel, 10% zagotovo ali pa 20% prebivalcev sanjari o nekdanji Jugi. Čeprav je nemogoče, jo ni več, da bi se nazaj vrnili. Ampak o tistem sistemu. Ampak imamo občutek, da nam prav teh 10% vlada. Da teh 10% pravzaprav skicira usodo mandata
90% prebivalca. Vprašajte, me zanima, če bi posamezne elemente, bi rekel, čudnih odločitev, nedržavniških odločitev, ljudem prikazali tako, kot je, koliko teh ljudi bi to pohvalilo. Mislim, da se tega mi ne zavedamo, da manjšina pravzaprav vlada večini in to prikriva s svojim, bi rekel, vplivom na medije. Mainstream mediji lahko vtis, seveda, lažen vtis lahko projicirate in ga ljudje, ki v glavnem samo to poslušajo, berejo, gledajo, mislijo, da je res tako. Gospod Cukjati, koliko različnih medijev pa vi spremljate? Ja, predvsem spletne medije s področja zdravstva, iz tujine, potem tudi na slovenskem medijskem področju je vse več, kot sem prej omenil, podkastov in podobnih. Imamo tudi drugi televizijski kanal, ki je dokaj objektiven, nacionalke žal zelo malo gledam. In največ pa seveda tudi tiste medije, no, recimo, če smo pri tiskanih medijih, imamo tri tednike, ki seveda jih gredo skozi moje roke, jih kar dobro pregledam, od Demokraciji, Domovina, Družina. Imajo svoj vpliv in čedalje večjo branost, predvsem, ko se pogovarjam z ljudmi o stvareh, ki jih je recimo določen desni tednik prikazal, ljudje poznajo tisto problematiko in se začnejo pogovarjati o tisti problematiki, ker so jo že zaslutili, začutili v tedniku. Tako da mislim, da tisti načrt popolnega obvladovanja mainstream medijev jim nekako polzi iz rok. Poglejte naklado Dela, Večera, Dnevnika, saj ne morejo več preživeti brez državne pomoči. Se tudi v teh medijih, kateri pravite, da jih berete na tedenski bazi, čuti ta glas, o katerem ste malo prej govorili, ne, da je morda glas kristjana danes premalo, da je sam premalo aktiven, ne da ni zastopan, ampak da je sam premalo. Premalo je slišen v družbi, ne, v pogovorih. Veste, ljudje lahko z eno besedo eno nezadovoljstvo pokaže ali pa neko podporo nekemu dogajanju, za katerega čuti, da je po njegovih načelih ustrezen in podobno. Zagotovo je ta pogum, ta spontanost, veste, kristjani nimamo tega spontano, da ko bi slišali kakšne nore pripombe, recimo v družbi, kar tako, sem in tja, da bi rekel, to je moja neumnost, kaj pa čvekaš, ali kaj podobnega. Tega spontanega revolta, spontane reakcije ni, ne? In vam povem, da je to zelo pomembno. Zelo pomembno. Torej, da že na tej mikroravni medosebnih preprostih odnosov prihaja do nekih preprostih izmenjav mnenj, oziroma da veš, do katere mere nekaj lahko rečeš, ne? Da si tudi spoštljiv konec koncev. Zdaj še eno od vprašanj, ki hitro razdeli volilno telo, je vsekakor odnos do cerkve. To pa navadi res vzbudi močna čustva in določen del javnosti cerkvi očita pohlep, privilegije, hinavščino, pedofilske škandale. Kako naj se cerkev odzove na take očitke? Ja, če kar tako padejo ene take z oblaka pobrane floskule, seveda mora odgovoriti
cerkev mora odgovoriti najmanj, kar je v nekaj stavkih, da je to laž, da je to krivičnost, krivica, ki jo zganja takšna politika. Ampak ker tega je zelo malo, veste, v današnjem svetu cerkev nič več ne deluje, krščanstvo nič več ne deluje kot neka družbi sovražna dejavnost. In ne morejo prikazati cerkve kot družbi sovražno. Ne morejo več. In potem seveda lovijo posamezne napake, posamezne ekscese, ki se pojavijo kot v vsaki družbi. Jih napihujejo, jih potencirajo, si izmišljajo druge, jih lažno prikazujejo. Na tem temelji politika ustvarjanja odpora do cerkve. Veste, od nekdaj, že od Marxa in Engelsa naprej, že od 19. stoletja in že prej, so čutili cerkev kot največjega sovražnika njihovi ideologiji. In to je ostalo, ne. In seveda v okviru cerkve kot največji sovražnik tudi družino, ne. In tukaj pride do spopada o pojmovanju in vrednotenju življenja, družine, vseh tistih načel, ki so značilna za cerkev, za krščanstvo. Gospod Cukjati, v predhodnih odgovorih ste nakazali, da je politika vsekakor sklepanje kompromisov, ne? Tudi sami ste prej na konkretnem primeru povedali, kako ste si prizadevali na sestanku, že uskladili neko besedilo, prišli s tem predlogom pred parlament, pa ni šlo skozi, a ne? In pri katerih vprašanjih, recimo vi osebno, kot politik, niste pristali na kompromis? In kdaj ste rekli, tukaj pa je treba iti čez, in če hočemo, da neko vprašanje zaključimo, je treba popustiti na eni in drugi strani in da dosežemo nek dogovor? Glejte, možnost, da bi usklajeval, da bi iskali skupno izhodišče, teh možnosti seveda sem imel največ kot predsednik parlamenta, ne. In ampak sicer kot poslanec imaš najbolj možnost oblikovati stališče, ki ti odgovarja tvojemu prepričanju, tvoji vesti, v svoji poslanski skupini, ne. Pred vsakimi pomembnimi glasovanji poslanska skupina sedi ure in ure, usklajuje stališče, se prepričuje. In moram reči, da v naši poslanski skupini, v kateri sem bil kot poslanec, smo praktično vedno našli skupno stališče. Ampak smo s prepričevanjem, z dokazovanjem, z odprto razpravo našli skupno. V 3 mandatih ne vem, če je bilo kakšna stvar sprejeta na poslanski skupini, pa bi jaz rekel, ne, to bom pa drugače glasoval. Čeprav je marsikdaj kdo rekel, jaz ne bom to podprl, ampak je to povedal že na poslanski skupini, tako da smo vedeli, da bo on drugače glasoval, nič hudega, ne. In prav to je tisto usklajevanje v poslanski skupini je bistveno za delovanje stranke v parlamentu. Tisti, ki tega nimajo, ki niso imeli, mi smo imeli fantastično to urejeno, to je teklo, veste. Tukaj nas je Janša kar pošlihtal. To moramo uskladiti, to se moramo zmeniti, ne. Največ smo se pogovarjali, kjer jaz nisem uspel o sprejetju gensko spremenjenega organizma. Veste, to je v kmetijstvu, to je to, ne. To je bilo to je bilo skoraj pred 15-20 leti, so bile razprave v parlamentu. In moram reči, da po
ponovnem glasovanju in ponovnih razpravah sem uspel prepričati, da je to zavožena stvar, to ne bo šlo. To je igra z genskim materialom, ki ima vpliv na človekov genom. To so nevarne stvari. Ne? In smo potem, smo jih vendarle prepričali, drugače bi glasoval jaz proti. Mislim, da je prav ta pogovor zelo zdravilen, najmanj kar je, ga lahko vsaka stranka posebej oblikuje. Jasno, ker ima stranka samo 3-4 poslance, ne more delovati to dobro. Zaradi tega je pomembno, da imamo glavne stranke, močne stranke, tako na levi kot na desni. Potem je tudi lažje med strankami se, veste, koordinirati. Če imate pa 10 strank, je težko. No, to se mi zdi pomembno vprašanje, zaradi tega sem imel tudi vprašanje, če ste kdaj morali ne glasovati proti svoji vesti, ko je recimo veljalo neko večinsko mnenje stranke, pa ste vi razmišljali drugače, se zdaj nakazali na konkretnem primeru. Pa vendar ne, včasih slišimo ta očitek, da poslanci so samo glasovalni aparat, ker se točno ve, kdo in kaj bo nekje pritisnil. Ampak vendar ste vi pri svojem političnem delu kot poslanec čutili avtonomijo pri svojem delu? Ja, zagotovo. Torej, v naši stranki ga ni bilo poslanca, ki bi se čutil ujetega. Ampak moram reči, da se je poznala ta diskrepanca oziroma ta neusklajenost v drugih velikih strankah, tudi zdaj pa sploh, ne. Recimo, največja stranka so tako razglašeni, da čutiš, da nimajo mehanizma notranjega usklajevanja, notranjih pogovorov, notranjih proučitev zadev, ali so dobre, ali so slabe, v čem so dobre, v čem slabe, kako popraviti. Tega ni. Tudi z tega stališča je kakovost sedanjega parlamenta katastrofalna. To je moj občutek, ne, saj jaz nisem razsodnik. Ampak kaj pa ko ste bili sami predsednik Državnega zbora, kaj bi rekli, kakšna je bila raven politične kulture takrat, če jo primerjate z mandati oziroma s politiko, ki jo spremljate sedaj? Neprimerno boljša. Vam povem, da kot predsednik parlamenta sem takrat dosegel, da je glavna nadzorna komisija za javne finance, to se pravi, kako dela vlada z davkoplačevalskim denarjem, ne, komisija za nadzor nad javnimi financami, to je bila glavna. In sicer je bila že takrat ustanovljena kot res glavna, ampak je bila pač vedno rečeno, da parlament sam določi predsednika in člane in tako dalje. In potem je jasno, bila vedno vladna koalicija v parlamentu tista, ki je predsednika. In sem jaz rekel, sem se čudil, sem rekel, to drugi parlamenti imajo drugače urejeno. To nemogoče, je smešno, da pravzaprav vladne stranke nadzirajo svojo vlado. Veste, kako bo to teklo. No, in sem dosegel, in s tem je tudi naša stranka, to se pravi, desne stranke so soglašale, sem dosegel, da smo popravili, in sicer smo zapisali nadzorna komisija za javne finance, predsednik in večina članov mora biti iz vrst opozicije. Sedaj pa mimo te določbe ustanavljajo, je največja vladna stranka ustanovila nadzor nad financiranjem opozicijskih medijev, torej medijev, ki nekako slišijo opozicijske, kjer so svojega predsednika in skorajda vse člane imenovali v to komisijo. Torej, tista stranka, ki ima preko svojega, vladna stranka, ki ima preko svojega premierja in svojih ministrov vso možnost nadzirati delovanje opozicijskih, tako imenovanih opozicijskih medijev,
še hoče in so oblikovali še parlamentarno komisijo, ki naj bi to delala. To je ena od stvari, ki se mi zdi pobalinsko nekulturna. No. Pobalinsko nekulturna. Ko govorite o svojih političnih sopotnikih ali pa politikih, ki imajo drugačno svetovno-nazorski pogled na svet, kot ste ga recimo imeli vi, katere vrednote in stališča pa vseeno ste cenili pri svojih političnih, v narekovajih, nasprotnikih, da ste z njimi lahko sodelovali in dosegli neke premike? No, recimo NATO in Evropska unija, potem odnos do mednarodnih problemov, do zunanje politike. Tukaj smo pravzaprav takrat v celoti zelo usklajeno delovali in to je bilo zelo dobro za Slovenijo. Slovenija je takrat visoko kotirala kot zanesljiva, kot resna, zanesljiva država. Tudi takrat, ko smo imeli predsedovanje Evropski uniji, smo čudovito delali, kar se tega tiče, z velikim spoštovanjem tujine do Slovenije. Tudi recimo take stvari, kot je bila ustanovitev medicinske fakultete, ne. Takrat smo veselje izkazovali skupaj z LDS-ovimi poslanci in mi. Mnogo takih stvari je bilo. Danes tega ni več. Ne vem, kje se še najdejo Stične točke, ne vem. So vse take pozitivne elemente je sedanja vlada, pravzaprav pozitivne odločitve, ki so v prejšnjih mandatih se pojavile, recimo od demografskih problemov tudi do migracije, migrantov in do kmetijstva, do recimo obrtniške dejavnosti in gospodarstva in podobno, so direktno porušili. Kako naj se pogovarjamo, da razbremenimo bruto plačo, da bo delavec dobil bistveno več, ne da bi moral delodajalec ne vem kako zvišati bruto plačo. Ja, podatki kažejo, da smo po neto plačah praktično izenačeni s hrvaškimi delavci, a ne? In tudi minimalna plača v glavnem 1/3 dobi tisto, kar mora delodajalec dodati, da dobi nekaj več kot neto plačo, ne. 2/3 tistega pa dobi država. Država dobi višje davke. Ne. V proračun se steče več. Namreč tukaj je razlika v pojmovanju naloge države in vsega tega. To se pravi, manjka politična modrost. Zaradi tega pravimo pomanjkanje zdrave kmečke pameti. Deloma najbrž to tudi neizkušenost teh, ki trenutno so na oblasti. Neizkušenost v tem, da pravzaprav očitno sprejemajo vse, kar jim tisti v vladnih krogih si izmislijo in pošljejo v parlament. Verjetno pošiljajo v parlament stvari, o katerih premier niti ne ve. Vsaj tako je včasih videti. Nekajkrat ste omenili, ne, da takrat, ko ste bili sami poslanec, je vladalo neko soglasje ali pa skupne točke, recimo pri vključevanju v NATO, v Evropsko unijo in tako naprej, pa ste mi dali dobro iztočnico. Koliko po vaši oceni pa danes ima ta veljavo, recimo Evropska unija, NATO, če hočete Združeni narodi? So to neki politični igralci na svetovni šahovnici, ki imajo nek vpliv, ki imajo neko avtoriteto konec koncev? Ja, stvari so se razvodenele, oziroma Združeni narodi so, jaz mislim, na poti razkroja.
na poti razkroja. Poglejte, pomembnih problemov, ki se dogajajo, razni masakri po Afriki, spopadi. Kaj so Združeni narodi naredili glede Ukrajine? Kaj? Nič. Glede, kaj so naredili Združeni narodi glede Hamasa in pa Palestine, palestinskega vprašanja, kaj so naredili? Nekaj se je dogajalo, denar je Hamasu direktno tekel v roke in nič konkretnega, nima več moči, Združeni narodi nimajo več moči, da bi karkoli pomembnega naredili. In izstopa recimo Amerika, dobro je Trump praktično, in tudi drugi. Zdi se, da pravzaprav se izteka rok trajanja tega inštituta, če se ne bo bistveno spremenil. Evropska unija je tudi postala čudna, in sicer ne toliko v organizaciji, kot v tem, da vsiljuje neke stvari, nove stvari, ki niso po pogodbi sploh predvidene, recimo ideologijo o prosti izbiri spola, potem torej LGBT, potem glede nekaterih drugih stvari, vsiljuje tudi v države, ki tega ne sprejmejo. In tudi ni nikjer rečeno, da je to skupno stališče. Rečeno je, da svoje zdravstvo vsak ureja po svoje, svoja ideološka ta vprašanja, družine in podobno, vsak ureja po svoje. Zdaj pa s strani Bruslja in pa bruseljske birokracije se izvaja pritisk na države, ki to odklanjajo. In potem se tam javlja, zaradi tega se javlja evropska mentaliteta, ne? Vzdušje proti Evropi, proti Evropski uniji. To je slabo. In kdo lahko stopi zdaj, kdo lahko zapolni to vrzel, oziroma kdo lahko je neka avtoriteta in nek smerokaz, če to niso Združeni narodi, če to... To je levičarska, bom kar rekel, levičarska ideologija, kulturni marksizem, ki seveda iz diskreditacije nazorskih temeljev Evropske unije lahko pripelje razvoj v to smer, ampak to vodi v razsulo, zagotovo. Prej ali slej bo odnos v posameznih državah vendarle se spremenil in bo tudi desnosredinska mentaliteta in ideologija dobila na moči in že dobiva. In ob takih, bi rekel, veliko kapitalističnih pritiskov in financiranja raznih civilnih organizacij, ki so pravzaprav politične, se ustvarja ne samo razkroj temeljnih ideoloških osnov za Evropsko unijo, za zahodno kulturo, na kateri pač evropska kultura temelji, s tem se tudi razkraja sama Evropska unija. Morda jo bo nevarnost vojne nekako streznila, da bo Evropa postala bolj koherentna, bolj povezana preko Nata, morda. Gospod Cukjati, nekateri izsledki različnih raziskav kažejo, da se mladi, sploh mladi moški, glede svojih političnih preferenc nagibajo nekoliko bolj desno. Je to posledica tega, kar ste ravnokar govorili, tega razkroja, kot temu pravite, zahodnih vrednot, na katerih temelji Evropa? Veste, nekatera ideološka izhodišča sedanje mentalitete, ki jo propagira levi stroj, so tako daleč od pristne človeške narave, da pravzaprav
vsak, kdor ima v sebi nekaj zdrave kmečke pameti, to se pravi čutenja do ekologije, do človekove narave, spoštovanja narave, moški, ženska in seveda posledično do normalnih družinskih odnosov in podobno. Kdor ima to, potem zagotovo bo prej ali slej tudi našel take odzive pri sosedu, pri kolegu, v družbi. In to potem začuti neko olajšanje, veste. Ko človek pride v okolje, ki priznava tisti vrednostni sistem, ki ga nekje v podzavesti nosi v sebi, se čuti doma. In tega je čedalje več. To je pravzaprav upanje, da se reši ne samo evropska kultura v tistem prvinskem jedru, ampak da se tudi Evropska unija ohrani. Kje pa vi vidite ločnico ali mejo med domoljubjem na eni in nacionalizmom na drugi strani, ne? Med strpnostjo in nestrpnostjo? Veste, meje med domoljubjem in nacionalizmom ni. To je Fluiden pojem. Ja, ni. In jaz mislim, da edini korektor, ki preprečuje, da bi domoljubje prešlo v nacionalizem, je krščansko načelo ljubi svojega bližnjega. Da bi se prelilo v nek ekstremen pojav. Kdor to nosi v sebi in ve, da bližnji je vsak, paste, ne more zapasti v nacizem. Ne more. Recimo, In to je eden od elementov, na katerem pravzaprav temelji tudi tisti znani rek, Evropa bo krščanska ali pa jo ne bo. Na misel mi prihaja recimo dogodek ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani, shod harmonikarjev recimo, ne, ki so ga nekateri tudi označevali z nekim nacionalističnim pristopom in ne vem kakšnim dogodkom, da to je. Kako vi recimo vidite to vrstne dogodke ali pa to vrstne oznake, ki so mu nekateri ga želeli pridodati? No, jaz sem harmonikarje razumel, da pravzaprav hočejo pokazati, da srbska pesem pa kolo lahko so tudi jasno za pogledati, ampak da tukaj je pa vendarle, kljub temu, da je župan Janković, ne, je vendarle Ljubljana, vsaj želimo, da je slovenska in da dajo nek vtis slovenske poezije. To ni nacionalizem, ne. Nekako spoštovati svojo kulturo, svoje prednike, svoj jezik, svojo pesem. Zakaj bi to človek skrival in se hotel biti modernega, pa nekaj kričati ali pa kaj nekaj posebnega? Tudi harmonika paše. Jaz nisem videl nobenega problema v tem, vsekakor pa ne nacionalizem. Veste kaj, če bi se Hitler šel v nacionalizem s tem, da nemško glasbo, ga ne bi obsodili za nacionalista. Proti koncu pogovora, gospod Cukjati, bi se rad dotaknil še enega vprašanja oziroma izziva, s katerim se sooča Evropa in z njim tudi Slovenija, to je demografska zima. Rojstev je vse manj, posledično mladih vse manj, gospodarstvo pa nam govori, da potrebujemo mlado, usposobljeno delovno silo, pri čemer tako ali drugače trčimo na vprašanje migracij. Kakšno politiko naj tu zagovarja Slovenija? No, zagotovo Slovenija brez prebivalcev jo ni. Zagotovo tudi Slovenije brez Slovencev ne bo. In če je danes tako, da recimo na leto nekaj
1000 več Slovencev umre, kot pa se jih rodi, to se pravi, da se niža število Slovencev, drastično se niža, ampak število prebivalcev pa raste, bistveno raste. Na začetku nismo imeli niti 2 milijona, sedaj imamo že 2 milijona 100 ali 200 tisoč. Vse, tisti manko, ki se pojavlja zaradi manj rojstev kot pa smrti, tisti manko, plus to, kar je več, to so priseljenci. Veste, priseljenci zagotovo moramo biti odprti, ampak nikakor pa ne moremo dopustiti, če hočemo biti država, in država mora imeti oblast na mejah, mora obvladovati mejne dogodke, tiste, ki se dogajajo na meji. Mora vedeti, kdo pride, zakaj pride in kako in kaj bo z njim. Mora. Če ne, ni država. Država brez meja. Tako kot vi niste gospodar hiše, če nimate ključa od vhodnih vrat. To ni nič. Zamislite si, da bi bil v hiši, pa bi kar ljudje noter prihajali, pa vam šli v kuhinjo, pa meštali. Niste. In samo to, nezakoniti prehodi ne smejo biti dovoljeni. Nezakonite. Mi moramo vedeti, kdo prihaja, zakaj želi prihajati in kakšen je. In recimo Avstralija je odlično to naredila. Vsak, kdor pride, če je nezakonit, pok nazaj in nikoli več nima vstopa v Avstralijo. Nikoli več. Lahko bi mi samo to rekli, če nezakonito prideš in tako dalje, in čim storiš kaznivo dejanje, hvala lepa, ne rabimo te. Nekaj je treba narediti, to ni nič, prost prehod, in to je samomor naroda. Na začetku sem vas vprašal po diagnozi slovenske politike in ponavadi nam zdravnik, ko ga obiščemo, predpiše neko zdravilo, nek recept. Katero zdravila predlagate vi slovenski politiki in tudi volivkam in volivcem, ki se bodo marca podali na volitve? Lekadol ne bo zadosti. Torej, politikom, pri katerih vidimo znake, vsaj jaz, vidimo znake psihopatije, ni zdravila. Zdravilo rabijo volivci, da vedo, koga voliti. V tem je vsa umetnost. In zaradi tega je tudi takšen napad na medije, ki niso v rokah vladne strukture. To je edino zdravilo. Zdravilo potrebujejo volivci. Osveščenost in pa premislek. Jaz mislim, da je tega čedalje več. Prav zaradi vseh teh stvari, ki smo se pogovarjali. In sem prepričan, da bodo naslednje volitve nekoliko bolj objektiven rezultat mišljenja prebivalcev. Pričakujete visoko volilno udeležbo? Ne bom vprašal, če si jo želite, kajti tega si v demokraciji moramo želeti. Ja, jaz mislim, da bo nadpovprečna. Da bo nadpovprečna, in ker veliko slojev v državi čuti nujnost spremembe. Poglejte, gospodarstvo, kako ocenjuje sedanjo vlado. Seveda, to bojo šli na volitve. Zdravništvo. Veste, če enkrat premier napove totalno vojno s zdravniki,
bojo verjetno drugače glasovali, vsaj večina. Potem in tako dalje. Ne? Posamezni sloji so se oblikovali in to so ne samo posamezni sloji, to so njihove družine, njihovi sorodniki in tako dalje. Ne? Tako da tudi tiste umetno sprovocirane ankete oziroma pokazatelji optimistični bodo verjetno doživeli podobno, kot so takrat ankete pred Zakonom o prostovoljnem ja, končanju pred življenja. zakonom o prostovoljnem končanju življenja so pravzaprav pokazali, da so bile popolnoma mimo so udarile, ne, in podobno. Sem optimist. No in ravno s tem optimizmom lahko zaključiva najin pogovor. Se vam najlepše zahvaljujem za vaše misli, za vaša opažanja. Vam želim vse dobro v nadaljnjem življenju, predvsem s svojimi bližnjimi domačimi, ne, kot sem dejal, ste oče 4 sinov in kar dedek 24 vnukom. Vam zagotovo ni in ne more biti dolg čas. Ne, to pa res. Luštni so, luštni. S čim vas najbolj navdušijo, ko pogledate svoje rodove za vami? Ja, včeraj me je od enega najmlajši me je zvezal takole in me kot zločinca vodil v zapor. Tako da je dosegel roke. Se pravi, se poigrajo tako ali drugače? Luštni so. Luštni. Ja. Pa s to mislijo po optimizmu, po tem otroški igri, po tej otroški vragolijah tudi zaključiva ta pogovor. Še enkrat hvala lepa za vaš čas, za vaše gostovanje na Družini. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker ste nas spremljali in spremljate še naprej naše vsebine na druzina.si in drugih platformah.